V Murski Soboti je od 7. do 10. maja potekal mednarodni teniški turnir gluhih Slovenian Deaf Tennis Open 2026. Na igriščih se je pomerilo 25 vrhunskih tenisačev in tenisačic iz Evrope, Južne Amerike in Azije, ki so tekmovali v posamični konkurenci in dvojicah. Turnir, ki ga organizira Športna zveza gluhih Slovenije v sodelovanju z mestno občino Murska Sobota, poteka pod okriljem Mednarodnega komiteja za šport gluhih in šteje za svetovno lestvico gluhih tenisačev. Danes zaključujemo 4-dnevni mednarodni turnir v tenisu gluhih. Tega turnirja se je udeležilo 11 moških in 14 ženskih igralk z celega sveta. Pripotovali so daleč iz Japonske, Ekvadorja in Brazilije. Pričakovali smo tudi udeležbo igralca iz Indije, a je žal odpovedal tik pred začetkom zaradi višje sile, tako da imamo tukaj pisano zasedbo tega turnirja. Če pa pogledamo imena teh igralcev, lahko rečem, da tu gostimo smetano svetovnega teniškega vrha gluhih tenisačev. Med nami so tudi igralci, ki so bili na olimpijadi gluhih v Tokiu in so tudi nosilci medalj. Moram pa reči, da je letošnja zasedba turnirja malo manjša kot lansko leto. To pa zato, ker so bile lansko leto olimpijske igre gluhih in so v tem času potrebovali nove točke za žrebanje na Japonsko. Zato je bila udeležba večja, a nič hudega. Letos pa imamo na programu tenis gluhih ekipno, ki bo meseca julija v francoskem mestu Grenoble. Zato so ti igralci izkoristili ta turnir za nove točke za svetovno prvenstvo. Žal med njimi ne bo Marina Kegla, ker v Sloveniji nimamo teniške ekipe, ki bi se udeležila tega prvenstva v Franciji. Kar se pa tiče kakovosti igralcev, igrajo na ravni, ki bi jo lahko primerjali z ravnjo evropskih in svetovnih prvenstev. Domače oči so bile uprte predvsem v Mursko-Sobočana Marina Kegla. Slovenski reprezentant je po borbeni predstavi v polfinalu moral priznati premoč Madžaru Gaborju Mateju, aktualnemu olimpijskemu podprvaku, ki je slavil s 6:3, 6:3. Kegel je kljub porazu osvojil odlično 3. mesto in znova dokazal, da sodi med najboljše gluhe tenisače na svetu. Sem izgubil proti Gaborju Mateju iz Madžarske 3-6, 3-6. Zelo bi igral, ampak jaz veliko dvojil na servis. Potem pa se videl, Gabor je zelo dober igralec in zelo v formi. Pa hitra roka, pa taktika, pa zelo pametne zna. Gabor Matej je zelo visoko nivoju. Vsako leto večkrat finale za posamezno. To je najboljše na svetu, tenis igre najboljše na svetu. To je to. Samo gremo naprej do konca, to je tenis. Se zadovolja tukaj doma še v Murski Soboti, ampak sem osvojil tretje mesto posamezno in pa se vesel. Marino je končal dvojice v polfinalu, nisem uspel uvrstiti v finale, pač ni imel svojega partnerja tukaj, s katerim igra vedno, in to je pač tudi bi rekel, handicap.
Drugače posamezno je osvojil 3. mesto in igral je zelo dobro igro. Pri teh najboljših je to vedno tako, ne? Eden zmaga, eden izgubi. Moški finale je pripadal Čehu Jaroslavu Smetku, ki je v finalnem obračunu premagal Madžarja Gaborja Mateja s 6:0 in 6:4. 3. mesto sta si razdelila Marino Kegel in Francos Michael Laurent. Prvi set Madžar Mate ni nudil nekega odpora, ampak drugi set je bilo pa čisto drugače. Zelo napeto do konca. The tennis court was so deeply and so wet and I didn't fear the court, didn't fear the ball. I can moving on the court. So in the second set, I tried to make to hit the ball to the middle of the court. So it worked for me. First thing, I congratulate Matej Gabor to second place. And the final is it's for me very amazing because I preparation every day for this tournament. So I play every match good. So I'm happy. Pri ženskah je naslov osvojila Nemka Heike Albrecht Schröder, ki je v finalu s 6:2 in 6:3 premagala Čehinjo Katarino Blaščikovo. 3. mesto sta osvojili Poljakinja Sara Twardowska in Francozinja Manon Doyen. Pri ženskah je bilo manj napeto, zato ker je očitno Albrechtova v predobri formi za ostale. I know that I lost because she is the best player of the moment. So I'm happy I won 5 games. Yesterday the finale was I think very tough because yesterday evening it was raining very much and so the court was very dry and both of us we had problems with the court. And but it was a very good finale and I'm happy that I have win. Pri moških sta v konkurenci dvojic naslov osvojila Gabor Mate in Jaroslav Smedek, med ženskami pa Heike Albrecht Schröder s Francozinjo Jessico Gagnon. We had a good match, a good tableau. That we get into the finale, and so it is the same like last year. I was in finale too, in single and double. Turnir, ki postaja tradicionalen, v Mursko Soboto vsako leto privabi smetano svetovnega tenisa gluhih. Organizatorji poudarjajo, da je dogodek pomemben tudi zaradi promocije inkluzije in povezovanja športnikov z različnih koncev sveta. Murska Sobota je zagotovo športno mesto in pomembno vlogo med množico teh športov ima tudi tenis. Še posebej pa je pomembno za nas ta turnir tudi zaradi našega Marina Kegla, ki je tukaj domačin in dosega v vseh teh letih izjemne rezultate. Nenazadnje to dokazujemo skoraj vsako leto, ko Marino dosega izjemne rezultate in tudi vsa ta priznanja. Večkrat tudi najšportnik mestne občine Murska Sobota in seveda ponosni smo, da nas dejansko predstavlja in nosi ime mestne občine Murska Sobota po celem svetu na močnih mednarodnih turnirjih. Zelo sem vesel, da se je toliko igralcev in igralk zbralo iz 4 kontinentov tukaj v Murski Soboti. To je zelo pomembno za Mursko Soboto, to je zelo pomembno za integracijo invalidskega športa.
I was here 5 times. I like here because it's a very nice city and the very beautiful people is great. People they great, and yeah, I like it. Why? Yeah, I like to play here because the staff are very friendly and I'm Hungarian, easy to come to here. I think this is the best open tournament in the deaf tennis. Drugače na splošno pa lahko rečem, da tenis gluhih se razvija in je letos bil še na višjem nivoju kot lansko leto, tako da se lahko samo tega veselimo, ne? Za organizacijo tega turnirja v Murski Soboti se moram v imenu Športne zveze gluhih Slovenije zahvaliti mestni občini Murska Sobota, ki je finančno podprla ta turnir, in tudi teniškemu klubu, ki je omogočil to izvedbo teniškega turnirja v tem kraju. Prav tako se zahvaljujem vsem, ki so pripomogli k organizaciji tega turnirja. Imeli smo tudi srečo z vremenom. Nazadnje bi si upal reči, da naslednje leto pričakujemo še večjo udeležbo, ker bo v letu 2027 svetovno prvenstvo v tenisu posamezno. Organizatorji so z izvedbo zadovoljni in že pogledujejo v prihodnje leto, ko pričakujejo še močnejšo konkurenco, saj bodo igralci zbirali točke za svetovno prvenstvo leta 2027. Torej, Kmalu se vidimo naslednje leto.